Nihče ne more gledati tega videa, ne da bi se nasmejal, ker je tako smešen in si res zasluži svojo viralno slavo. 20-krat večja verjetnost, da bodo storili spolne prekrške kot Britanci. Ja, domači Britanci. Misliš tiste Britance, ki so kolonizirali ves svet, ki so posiljevali in ropali po vsem svetu, da so dobili moč, ki jo imajo. Britanci, ja, tisti Britanci, ki so to naredili. In vi imate drznost reči, da so Afganistanci in Somalci naredili kaj? To ni drznost, to je pač dejstvo. Ni dejstvo, da ste kolonizirali svet s posilstvi, umori in ropanjem, prav ali narobe. To je bilo res. Ja, prav, potem, o čem pa govoriš? Britanski imperij. Torej, o čem govoriš potem? Kako si drzneš? Kako si drzneš? Zakaj kričiš? Kaj si ti? Ker si ti tak, zato. Kako si drzneš? Govoriš o dejstvih, pogovarjava se o dejstvih. Si mi čisto pred obrazom, pogovarjava se, torej, naredi kaj glede tega, sem novinar, prijatelj, tukaj sem, da naredi kaj glede tega, super, tukaj sem, da postavljam vprašanja, kako si prišel v to državo, o čem govoriš? Tukaj sem, kako si drzneš, zakaj si tako jezen? Ker si ti in si lažnivec, veš, ti si lažnivec. Si lažnivec, bi rad, da ti pokažem, si lažnivec. Torej, kaj imamo tukaj, prijatelji moji? Ker kot že veste, bo to eden najbolj zabavnih videoposnetkov na celem internetu. Tu prihaja od novinarja po imenu Ben Leo, ki je pristopil k temu moškemu in rekel, da pripadniki določenih narodnosti v Združenem kraljestvu bolj verjetno zagrešijo spolna kazniva dejanja kot Britanci. V redu, ni nora izjava, ampak ta levičarska norica popolnoma znori nanj. Popolnoma znori. In tukaj je smešna stvar. Ljudje, ki imajo prav, tega drugim ne rabijo vpiti v obraz. Lahko samo stojijo tam povsem normalno in ne delajo velikega prizora iz stvari. Ljudje, ki nimajo prav, pa se običajno malo razburijo, kot se je razburil ta moški. In spet, ta video je zdaj prejel toliko ogledov. To je pred ICE pridržnim centrom v New Jerseyju. 4,6 milijona ogledov samo iz objave tega moškega. Ampak videla sem, da je bilo to ponovno objavljeno že milijonkrat, ker želi pokazati vsem, da če poskušaš priti s preprostimi dejstvi in pospešiti pogovor, niti ne morejo imeti običajnega pogovora. Ti nori levičarski norci postanejo takoj nasilni. Ves čas pa se pritožujejo, da ste vi tisti, ki ste nasilni. In če opazujete razliko med tema dvema moškima, je iskreno neverjetno zabavno. Eden postaja vedno bolj in bolj jezen in ta tip ostaja popolnoma resen. Poglejmo. Samo vprašal sem te, kaj so Britanci naredili, da imajo moč, ki jo imajo. Odgovori na to vprašanje. Odgovori na to vprašanje. Kako Britanci dobijo svojo moč? Pljuvam ji v obraz. Kakšno je bilo vprašanje? On govori, zakaj se treseš, zakaj postajaš tako jezen? Ker gre dron, zadržujem vse v sebi, da ti ne zlomim čeljusti. No, lahko to storiš, aretrirali bi te. Ni me briga, stari. Ni me briga, to ne naredi tvojega argumenta boljšega. Prišel sem zaradi tega, to ne naredi tvojega argumenta boljšega. Prišel sem zaradi tega, nisem prišel sem, da bi zagovarjal nasilje. Ja. No pa imate, to je levica, to je izprijenec. Kdo je začel? Ti daješ dejstva. Kdo je začel? On je prišel čisto sem. Kdo je začel? Ti daješ dejstva, daješ podatke in oni postanejo nasilni. Če začneš, bom jaz končal. Ja, želim ti vse dobro, prijatelj. Če začneš, bom jaz končal. Hej, zakaj si ne vrneš v svojo državo? Ne, trenutno živim tukaj. Živiš tukaj. Kako si prišel sem? Kaj si naredil? Z letalom. Cool. Kako si prišel sem? Z letalom. Moram reči, da so Britanci popolnoma podcenjeni zaradi svojega zelo zabavnega smisla za humor, ker je bilo to, po mojem mnenju, zelo smešno. Ali vidiš razliko mimogrede med tem tipom in njim, kjer je on samo tak in gre takole, ja, sem nasilen, izberem nasilje, sem nasilen. Razbil ti bom. In on je tak, v redu. Dejstva. To je levica. Vsi skupaj. Tukaj predstavljajo točno to, v kar verjamejo. Video je iskreno še slabši, ker je objavil še drugi del. Samo upomnik, da če ste kdaj v pogovoru z nekom, ki meni, da je odgovor na zelo preprosto in dejstveno vprašanje, zlomil ti bom čeljust, potem so morda oni tisti, ki niso v pravici. To je bila napaka. Morda so oni tisti, ki niso v pravici. In morda je oseba, ki želi samo logično razpravljati, tista, ki ima prav. Pohvalite mu fantu, ker je ostal miren, resnično, zelo impresivno. Kaj si mislil, da se bo zgodilo? Si mislil, da je prijazna? Ja. Običajno se pogovarjamo, imamo pogovore, kjer se pogovarjamo o tem. Tu gre za laži, gospod, to je življenje in smrt. Zveni, kot da si ti provokator. Jaz sem tisti, ki vznemirja. Poglejte to, obkrožate me.
Pljuva mi v obraz in pravi, da mi bo zlomil čeljust. In jaz sem tisti, ki vznemirja. Jaz sem slab fant. Mimogrede, tip je rekel, da sem vznemirjavka, ker sem tukaj s kamero. To je novinarka. Kaj, pričakujete, da bo poročala o novicah brez mikrofona ali brez kamere? In spet, vi ste vznemirjavci. Prihajate noter. Počakajte, vsi skupaj. Ustavite se za trenutek. Samo. V redu vsi skupaj. Ustavite se. Kdo tukaj koga vznemirja? Kdo tukaj je tisti, ki se obnaša nasilno? Kdo tukaj je tisti, ki samo mirno stoji, prijazno in postavlja preprosta vprašanja? Spet je zunaj ledenega centra. Očitno je to provokativna tema in vsi to razumemo. In ljudje so glede tega zelo, zelo čustveni, kot lahko jasno vidimo pri tem moškem. Ampak na koncu morate videti, kako se odzove policija. In tam so otroci notri. Jaz sem slab človek. Ja, si presenečen. No, mislim, da si verjetno v bistvu prijazen človek in zunaj tega bi se verjetno dobro razumeli v baru ali kaj podobnega. Oprosti, ne razumem te. Kaj želiš narediti? Želiš braniti njih? Želiš se postaviti zanje? En izmed česa, oprosti? Želiš se postaviti zanje? Mislim, da moraš iti. Tukaj se postavljaš zanje. Mislim, da moraš iti. Ne, ostajam tukaj. Ne bom se pustil zastraševati nasilnim ljudem. Misliš, kot da ste včeraj prišli sem z orožjem? Nisem prestrašen. Tebe misliš zastraševati kot tisti kreteni z orožjem včeraj. Lahko se postaviš proti meni in boš odpuščen. Torej, sem s tabo, če se ga ne bojiš. Zakaj bi se bal? Jaz se tebe zagotovo manj bojim. Sem človek, ki je tukaj, da se pogovori. Si ti človek? Ne, nisi. Nisi tukaj, da bi se pogovarjal. Si tukaj? Si človek? Si tukaj, da se pogovarjaš? Med tema dvema osebama mi samo povej, katera po tvojem mnenju je tukaj, da se dejansko pogovarja in katera je tukaj, da se ne pogovarja in samo dokazuje svoje. Samo iz zanimanja. Ne razumem te. Američani ne razumejo angleških naglasov. To se mi zdi zelo smešno. Nisi tukaj, da bi prišel. Priznam, nismo neumni. Priznam, moraš dobiti. Nismo neumni kot ti. Veš, to je tako, kot ko ljudje začnejo ugotavljati, da so na napačni strani v prepiru, potem začnejo z nekimi, po mojem mnenju, res, res smešnimi nizkimi udarci. Kot naprimer, nismo neumni kot ti. Ne morem te razumeti. Ali res boš pogledala ti dve osebi in se spraševala, katera ima višji IQ, višji EQ, večjo sposobnost samoregulacije in intelektualnega razmišljanja? Moški, ki so se odločili preživeti svoj dan pred ledenim centrom in protestirati ali početi karkoli že želijo. Ali pa ta moški, ki so ga pripeljali v Združene države, čeprav je Britanec, da bi snimal, kaj se dogaja v Ameriki, zaradi njegovih intelektualnih sposobnosti, da razume situacije in o njih poroča. Zdaj, ti fantje imajo morda najvišji IQ na svetu, ampak če bi ga res imeli, bi verjetno razumeli, da kamere pred novinarjem niso pravo mesto, da izgubiš živce. In razlog, da ne izgovorim tiste kletvice, je, ker mislim, da oni preklinjajo dovolj za vse nas. Frka, jaz sem tu za vso frko. Ja, hočem ga in potem ga potrebujem. In potem ga potrebujem. Pojdi v telovadnico, prijatelj. Pojdi v boksarsko telovadnico, če se hočeš tepst. Jaz se ne bom tepil s tabo. Kaj za vraga je narobe s tabo? Lahko samo rečem, da je to tako stereotipno. Ne maram stereotipov, ampak to je bilo res tako stereotipno. To je tako stereotipno, ne morem. Prav zabavno je gledati. Je kdo videl, kako se mi je postavil po robu, pa rekel, da mi bo zlomil čeljust? Rekel sem. In kaj potem? In kaj potem? Prišel si sem. Prišel si sem. Vedeli ste, v kaj se spuščate, ko ste prišli sem. Vedeli ste, kaj počnete, ko ste postavljali ta vprašanja. Dobili ste, kar ste želeli. Prijatelj, zelo si jezen. Naredi nekaj glede tega. Dobil si, kar si želel. Prav, prijatelj, ti nekaj naredi glede tega. Ti si tisti, ki se postavlja proti meni. Jaz sem, oprosti. Naj nekdo pride in govori z mano tako. Pomisli na Roka. Jess, ki sem pred vami. A bo kdo od vas kaj naredil glede tega tipa? Moramo se umiriti. Postavlja se proti meni. Pravi, da me bo pretepel. Sem novinar iz Londona. On sedi tukaj. Oba si gresta v lase, zato prosim. Samo ločita se, jaz mu ne rinem v obraz. Tukaj stojim zelo mirno in vljudno postavljam vprašanja. Pokliči svoje fante. Kje so tvoji proud boys? Kje so tvoji proud boys? Ja, posne mi to s kamero. Pošalj jim to. Kje so? Kje si? Iskreno, če ta tip ne postane mim, mislim, da res delamo internetu medvedja usluga. Mislim, smešen je. On je smešen. Je absurden. Je smešen. Ampak ni nekdo, od katerega bi morali iskati intelektualne nasvete. Ti boš snel to majico pred ženskami, stari. Pober se od tukaj. Tako, pa smo tukaj. Rekli so mi, da bo to bolj miren čas za prihod sem v center za pridržanje v Newarku. Sonce sije, dan je kar lep. Postavljal sem zelo preprosta vprašanja. Eden od fantov je želel podatke o tem, ali nezakoniti priseljenci morda storijo več kaznivih dejanj kot drugi.
In to je bil odziv. Tam jih je bilo le okoli 10, zelo nasilni, stopili so mi čisto blizu, grozili, da mi bodo zlomili čeljust, postavljali so se pred me, vse mogoče žaljivke. In če si lahko predstavljate, kaj se zgodi, ko sonce zaide in jih je še več, zato vidite agente ICE, ki jih ugriznejo, napadejo. Zato, bodimo iskreni, zato vidite ljudi, kot je Charlie Kirk, ki jih ubijajo. Zato vidite poskuse atentata na predsednika Trumpa in nasilje strani levice. To so eni najbolj neuravnovešenih ljudi, kar sem jih kdaj srečal. In mimogrede, tudi oni me ne bodo ustrahovali, ko postavljam vprašanja. Prav. Moram reči, da se z njim glede tega strinjam. Da so to eni najbolj neuravnovešenih ljudi na svetu. In spet to sploh ni razprava o tem, ali je ICE dober ali slab. O tem sploh ne govorimo. Gre za to, da te ljudje, ki iz nekega razloga nimajo nič boljšega za početi, kot da stojijo pred pridržnim centrom, prav, medtem ko bi morali biti v službi, ta tip, angleški novinar, je na svojem delovnem mestu. Tam so, samo da so besni, jezni in razjarjeni, kot da iščejo politične agende, s katerimi se lahko čustveno povežejo in potem vso svojo energijo usmerijo tja. Resnično upam, da ta tip ni poročen, ker bi me bilo zelo strah za njegovo ženo in otroke. Če ga tako razburi že naključen novinar, ki postavlja vprašanja, res potrebuje pomoč pri obvladovanju jeze. Ampak medtem nas je zabaval in še enkrat dokazal, da je levica popolnoma neumna. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.